to delam. Drage moje lepotice in lepoci, dobrodošli nazaj na kanalu Evina lepotilnica. Danes nas čaka en ful zabaven video. Zdaj pa najprej, kako sem jaz dobila navdih, da posnamem točno tak tip videa. Namreč mi za božični večer oziroma božični dan, ko se družina zbere, si vedno izmenjamo darilca. In vedno določimo A, tematiko in B, budget. Zato, da ne pride do tega, da en kup, ne vem, za 30 evrov, drug samo za 10 in je fajn, da določimo mejo, vsi kupimo za to ceno, čez njo ne gremo in potem, ne vem, če nas je 20, vsak kup eno in potem žrebamo listke in vsak pač prejme eno darilce. No in ravno ta naša družinska tradicija me je spodbudila, da posnamem današnji video. Mi bomo sicer naredile malenkost drugače, pa malenkost še razširile, rečemo temu, obzorja. Kako sem si zamislila? Torej skupaj bomo probali dobiti 9 darilc. Najvišji budžet bo 25 evrov, ta predvidevam, da ne bo težko najdeti. Najnižji pa, pazi to, 1 evro. Torej, začela bom s 25 evri, 20 evri, 15 evri, 10 evri, to bo težko, ampak se dobi, 5 evri, pa pazi to, še 4, 3, 2 in 1 evro. Upam, da tale izziv ne bo pretežek, jaz se bom ful potrudila, da dobim kar se da izvirna darila, uporabna darila in da bo obdarovalec valjda vesel. Tako da se ful veselim, kaj bom na koncu dobila, tako da kar pejmo v oziroma proti nakupovalnim središčem. Evina lepotilnica. Merry Christmas! In sva že pri darilcu številka 9. Tako bomo šle od najdražjega do najcenejšega, ker bo to tudi največji izziv. Zelo sem razmišljala, kaj bi v bistvu bilo za 25 evrov, kar je neka taka vrednost darila, ki si jo ponavadi določimo, predvsem pa, da je uporabno, ker v bistvu tematika današnjega videa bo uporabnost. Mi recimo lani smo imeli zdravje, mi bomo imeli za ta video uporabnost. In sem se domislila enega, se mi zdi, da res dobrega, uporabnega darila. Zakaj? Zato, ker ga dejansko uporabljaš 365 dni v letu. In kaj bolj uporabno, kakor darilo, ki ga uporabljaš vsak dan. O čem govorim? O rokovniku lepotica. Meni, odkar sem začela uporabljati rokovnik, je to dejansko spremenilo življenje. Zakaj? Zato, ker sem si organizirala življenje, zato, ker sem začela stvari zapisovati in ni boljšega feelinga, kakor en opravek narediš kljukico in greš na naslednjega. Ta rokovnik ni samo rokovnik, res je, da ima vse pač, kar rokovnik ima, mesečni koledar, tedenski koledar, finančni plan, potem ima rubriko Lepotica potuje, Lepotica kuha in še. Hkrati pa je tudi astrološki, to pomeni, da te pred vsakim začetkom novega meseca čakajo opisi vseh 12 horoskopskih znamen, se pravi oven, bik, riba, dvojček in tako naprej, tako da se boste v bistvu še bolj spoznale ali pa vaše partnerje, prijatelje in tako naprej. Res je, da je od štarta rokovnik malenkost dražji, ampak če pomisliš tako, da rokovnik uporabljaš 12 mesecev oziroma 365 dni v letu, te teh 12 mesecev najem oziroma uporaba rokovnika pride tam nekje 2,5 evra, kar je v bistvu ena kava. Samo posebej za tale video sem pripravila kodico s popustom in sicer XMAS 15, ki ti prinese torej 15% popust v moji spletni trgovinci evinalepotilnica.si. Na voljo je še tale The Mystery of Magic, tega sem zbrala tudi sama. In zakaj The Mystery of Magic? Ker je ravno skrivnost do uspeha, do tistega tvojega cilja zapisovanje. In glede na to, da je to s tabo celo leto, je enako uporabnost darila 100%. Prispela v BTC, nekaj grem zdaj skočiti v Millerja, ker rabim tudi za sebe neke kozmetične stvari. Pa sem pa pomislila, kozmetika, make-up, kaj boljšega lahko ženski podariš za tam okrog 20 evrov. Tako da bom pogledala tudi to, mogoče kakšna ali make-up paletka, ali kaj za odstranjevati make-upa, negovalni izdelek ali pa kakšen parfum. En parfum letos sem ful odkrila, ki diši, nisem pa zihar zdajle, a stane 20 evrov ali je malenkost več. Ne vem, bomo šle pogledati, pa če ga dobim za to ceno, bo top darilo. Gledam tukaj darilne setke in čisto na ključu odkrijem darilni set za moške. In pazi to, kaj vse vključuje. Parfum, deodorant, pa še shower gel. Top. Meni se zdi ful uporabno, pa Bruno Banani, kakor vem, zelo lepo diši. Lej, za ženske pa Naomi Campbell. Naomi Campbell meni osebno tudi ful ustreza parfum.
pa 16 evrov je. Ne boste verjeli, punce, ampak tale parfum sem iskala, točno tale, in zdaj vidim, da ga dobiš v setku. Koliko pa je cena? 15 evrov, yes, imamo darilo. Očitno bo večji izziv dobiti za 20. Tukaj so potem meni taki ful zanimivi seti v obliki svetilke, noter je pa tudi cel kup stvari za telo, ja. Ena izmed idej, ki se mi zdi tudi tako cool, recimo kupaš toaletno torbico, pa je potem napolno s takimi uporabnimi in praktičnimi stvarmi. Koliko pa stane tale? 10 evrov, se pravi, imaš pol še 10 evrov fore. Recimo za 10 evrov lahko daš noter pol pa en lip gloss, eno šminkico, maskara prav pride v tale dobra, to tudi jaz uporabljam, pa recimo kakšen eyeliner, pa mislim, da še rdečega, pa še za lakati se prostor, evo, takole. Če si make-up navdušenka, kakor sem jaz, si pa ziher vesela enih dobrih in kvalitetnih čopičev. Real Techniques jih imam in so ful dobri. Ziher ne moreš paliti tudi z eno dobro obarvano kremo. Tole Baby od Erboriana poznam in je fajn, ker se prilagodi tenu kože in ne glede na to, kdo bo tvoja obdarovanka, ji bo ziher ustrezala, ker se v bistvu kar zlije s tvojo poltjo. A vidite vi to gužvo? Sreda ob 12. V glavnem, za 20 evrov še vedno nimam darila, tako da grem zdajle v City Park pogledat. V mislih imam mogoče kaj za obleč, kaj toplega, mogoče kakšno pižamo, nekaj, kar lahko uporabljaš celo leto in mogoče pižama ni slaba ideja. Prišla sem v H&M in iščem pižame. Tale mi je ful lepa, prav taka, hkrati božična, hkrati pa tudi ženstvena, ampak je na žalost predraga. Da vi vidite, koliko meni hiter pri šopingu misli odtavajo. Zagledala sem tale plašč in itak sem se zaljubila. Pač mal tak tedi, topu, ni predebel, dolžina ravno prava, je pa 70 evrov. Pa še žep ima. Oh my god. Zakaj si to delam? Še ena ful lepa pižama, Miki Miška oblečena v božička, ampak lej, plače 14 evrov, zgornji del pa 10 evrov in smo 5 evrov predrage. In kakšno lepo božično perilo. Kaj pa kakšna torbica? Tale je lepa, pa prav spominja me na mojo Moschinovo, s tem, da je bila moja ene 10-krat dražja, isto ima pa takole zlato ketenco, pa bež bela je. Okej. Dejansko je ful lepa. Vidim, da ima pašček tudi prilagodljiv, lahko jo nosiš čez rame, lahko jo nosiš takole. In to je to. Pa glede na to, da je 17 evrov, dodaš še noter eno čokolado, šminko ali pa lakec in je to. Mamo, narejen! Tele moje kljukice se počasi kar vrstijo. Zdaj za 10 evrov pa mislim, da imam popolno trgovino in sicer valjda ne more tale video miniti brez Primarka. Quick stop še v Tenzis, tu ful lepe božične pižame za samo 10 evrov, ampak je problem zato, ker je samo zgornji del. Let it snow. Ok, dejansko ful lep modrc. Oh, wow. Ugotavljam, da se je tale video počasi spremenil v Eva išče lepo perilo. Jaz bi božji celo leto. Leti se tapi, no? Prav očarate. Ali pa ta smreka. Oh my god. Pa te lučke, wow. Zdaj pa en in edini Primark. Prvo idejo sem takoj dobila in to je šal. Šal je dejansko ful uporabno darilo. Nositi ga začneš tam nekje septembra že, pa vse do marca. Tako da why not, ok, pa ful velike izbire. Imaš take muckaste, tople, volnene, mogoče bi kakšnega rdečka. Jaz tako, rale pa tako. Po lifeu ne bi nosil. Oh my god, da se hecaš. Našla sem pižamo za 10 evrov. Roza, kaj že ta medvedek pu? Ta je pa še lepša. Oh my god, kako sem happy. Topla, mehka, udobna, pa res ful lepa. Pa 10 evrov. To lahko daš direkt po smrekco. Mamo! Za 5 evrov se mi vedno zdi ena taka najbolj varna ideja, ena dobra, sladka bombonjera. In moji najljubši.
Rafaelo. Zdaj pa sledi še ta težji del in sicer najti uporabna darila za 4, 3, 2 in 1 evro. Imela sem kar nekaj idej, od traku za lase, pa gobic za make-up, uporabno pa se mi je zdelo tudi tole. To je pa definitivno ena boljših stvari. Jaz imam recimo v zadnji na telefonu tako, pa čakaj ne glih ta Disney motiv, ampak mi telefon ne beži, ker daš zadnji. S tem, da tam pa zadnji še za kartico, pa kakšen denar pospraviti. Top zadeva. V vsakem primeru pa mislim, da vsakmu prije prav en dober ovitek za telefon. Oranžen, evo črn z vrtnico. Tlele so pa še torbice, ful dober za obesati, da ne zgubiš telefona, pa velikrat je v napoto, ko je v rokah. Za 3 evre pa se mi zdi eno res lepo darilo nogavičke. Oh my god, lej, kako se to šajna. Ful so lepe. Mogoče pa celo kakšne bolj božične, recimo tele. Perfekt. Zdaj pa na vrsti 2 evra, se bi rekla, da že imam darilo, ampak jaz res ne vem, kaj bi obdarovan s tem. To je dobro za ta božični večer, pa sam vrže nekam v kot. Mogoče pa kaj od Nakita. Za 2 evra razmišljam kakšne elastike, definitivno uporabno. Mogoče kakšna španga, jaz take uporabljam, ko grem po tuš. Tle sicer tudi ful enih špangic je v meji 2 evra, ampak te mi pa res niso lepe. Mogoče celo rokavice. Evro pa pol. Se pravi, za 50 centov lahko priložiš zraven še eno čokolado. Jaz ne morem verjeti, da dobiš toliko različnih uhančkov sam za 2 evra. To bi bila pa vesela, po moje tudi vsaka punca. Zdaj pa sam razmišljam, a bi take perlaste, različne oblike, ali tele, ki imajo še take kristalčke. Jaz mislim, da je boljš to, zato ker imaš več izbire enostavno. Zdaj pa sam poiščemo eno, ki je cela, ker jih posod nekaj manjka. Evo jo. To je to, nova kljukica. Ampak zima je pa najlepša zvečer, ko se vse začne svetiti. Wow. Drugače pa noč, evo, takole izgledajo moji vlogi. Ko začnem snemati je dan, ko končam je že noč. Pasala bo zdaj tale kavica. Dobra je. V glavnem, dragi moje, prišli smo čisto do konca videa, samo še ena stvar nam je ostala in to je darilo za 1 evro. Pa zdaj, če gremo po vrsti, da še enkrat naredim ček. Za 25 evrov smo torej rekli rokovnik Lepotica, ne pozabiti na kodo XMAS15. Za 20 evrov torbica, noter lahko dodaš še kakšen lakec ali šminko. Potem za 15 evrov ta res lep in dišeč, obljuben da dišeč parfum. V bistvu ima tak vonko posvežen, ko po nekem mehčavcu. 10 evrov pižama, tudi pride celo leto prav, pa še to, kar sem zbrala, je dejansko ful topla. 5 evrov bombonjera, ne moreš faliti, kdo nima rad sladkari. 4 evre ovitek za telefon, 3 evre nogavičke, 2 evra uhančke oziroma kar konkretno uhanov. In zdaj smo še pri 1 evru. Za 1 evro pa, glede na to, da je res to manjši budžet in to pomeni, da v bistvu finančno je potem mogoče težava, imam eno tako super rešitev in sicer navadna čestitka. V tem primeru največ šteje tvoje srce, ljubezen in čustva. Tvojemu obdarovancu napiši pismo in mu povej, zakaj ga imaš tako zelo rada, kaj ti je všeč na njej oziroma njemu in opiši trenutek, ki bi ga z veseljem ponovila. Bistvo praznikov in božiča niso darila. Bistvo je, da se notranje umirimo in vzamemo čas za vse tiste, ki so nam dragi. To je v bistvu tisto, kar je resnično pomembno, kar šteje, bližina, povezanost, ljubezen in prijateljstvo. In verjemi, da je pismo darilo, ki je tako lepo in dragoceno, da ima daleč največjo vrednost, saj prihaja iz srca. Happy Christmas from me to you.